Na Bledu so odprli novo centralno parkirišče, ki predstavlja pomemben korak k umiku avtomobilov iz jezerske sklede in zagotavljanju bolj trajnostne mobilnosti. Gre za eno večjih infrastrukturnih pridobitev občine v zadnjem obdobju. Zagotovo je to ogromna pridobitev za Bled, tudi za občanke in občane. Seveda oni verjetno ne bodo tukaj parkirali, bodo pa deležni manj prometa po svojih ulicah, ker zdaj se dogaja, da nekateri naredijo 2, 3, 4 kroge po centru Bleda in okolici, kje bodo našli v vrhuncih parkirno mesto. Zdaj bo jasno, kje parkirati in verjamem, da teh nekaj 100 metrov oziroma slabih 10 minut do jezera ne bo problem priti peš. Poleg tega pa seveda tudi prevoz, za katerega bomo poskrbeli, bo na voljo. Velika pridobitev in jaz sem zelo vesel, da teh 231 parkirišč zdaj le predajamo namenu in ja, lep dan za Bled. Občina Bled je v projekt investirala skupno več kot 1 400 000 evrov brez DDV. Poleg asfaltiranja in urbane opreme je bilo zasajenih 77 dreves in preko 900 grmovnic. Po besedah Blaža Webra, direktorja Turizma Bled, kraj s tem projektom veliko pridobiva. Mi potrebujemo osnovno infrastrukturo, da lahko začnemo te ukrepe resno reševati. In to vsekakor eden izmed teh, projektov, ki je resnično izrednega pomena za Bled, se je končno, uresničil. Ne vem, če je to dovolj, je pa veliko napram zadnjim letom, ko tega ni bilo. Ta prostor ne bo samo parkirišče za avtomobile, tukaj se dejansko postavlja stičišče za trajnostno mobilnost in če boste pohodili po samem parkirišču, boste videli, da so tukaj dodane tako električne polnilnice kot postaje za kolesa. Prešel bo tukaj v naslednjem letu Kavalir in pa tudi stičišče vseh avtobusnih linij, kar ste omenila prej. Torej, iz te lokacije mi želimo povezovati Bled in pa širšo in pa daljno okolico. Daljno sem rekel zaradi tega, ker v letošnjem letu prvič vzpostavljamo linijo tudi Bled-Radovljica skupaj z občino in pa turizmom Radovljica, kjer smo dejansko želeli vso frekvenco z naše smeri, ki prihaja v našo smer, to se pravi Camp Šobac in pa Camp River Bled, kjer je cirka 3000 obiskovalcev dnevno migrira tudi na Bled, dejansko jim ponuditi alternativo in razbremeniti sam center Bleda. Centralno parkirišče sprejme 199 osebnih vozil, 11 mest je rezerviranih za invalide, 15 za avtodome, na voljo pa je tudi 6 polnilnic za električna vozila. Dnevno parkirišče obratuje med 8 in 20 uro, parkiranje na tem mestu je časovno neomejeno. Plačilo je na voljo z gotovino ali prek aplikacije EasyPark. V bližini ima postajališče brezplačni poletni Bledbus, ki potnike med drugim vozi do glavne avtobusne postaje in okoli Blejskega jezera. Obiskovalci pa si lahko izposodijo tudi kolo iz sistema Gorenjska Bike. V Zavodu za kulturo Bled so že pred leti zgradili parkirišče za avtobuse, avtodome in osebna vozila na isti lokaciji. V lanskem letu pa tudi sodobne samoočistilne toaletne prostore, opremljene s pitnikom in prostorom za počitek. Na Blejskem gradu pa smo naredili v tem letu po pomladnih mesecih to, kar se je dalo, seveda še vedno pa ostaja ta težava, kako na invalidskem vozičku na Blejski grad. Trenutno se je treba še zelo organizirati, pomagajo tudi naši sodelavci, sodelavke, ko je potrebno, vendar pa nadaljujemo tudi s projektom o izgradnji dvigala, tako da smo v lanskem septembru resno pristopili k projektu in mislim, da nekje v letošnjem septembru bo pa projekt pripravljen do te meje, da se bomo skupaj z lastnikom gradu, to je z državo oziroma z Ministrstvom za kulturo, usedli za mizo, pregledali ideje in se potem odločili, v katero smer in na kakšen način naj bi se dvigalo zgradilo. Novo centralno parkirišče Bled ni le funkcionalna pridobitev, temveč tudi premišljena okoljska ureditev, ki naj bi obiskovalcem in domačinom ponujala boljšo izkušnjo bivanja na Bledu.